Tako so na Bohinjski Beli pričakali svojo sovaščanko Kajo Zorč, svetovno mladinsko prvakinjo v biatlonu. Pred domom krajanov so ji sovaščani in prijatelji pripravili prisrčen sprejem. Vesel in ponosen sem, da sem lahko danes v taki eminentni družbi. Jaz verjamem, da je za takim uspehom ogromno enih treningov, vaj, odrekanja, garanja in vsega tega in to ve lahko na koncu samo tisti, ki to doseže. Zato sem vesel in ponosen, da smo lahko danes tule skupaj, da smo se tule zbrali na Bohinjski Beli, kot je že rekla predsednica krajevne skupnosti, na trgu zmagovalcev. Tak naslov, nekateri pravijo, ga je osvojila, ne, prigarala ga je, se ne zgodi vsak dan. Vedi, da imaš v svoji skupnosti veliko navijačev in da ti želimo še mnogo uspehov naprej. In danes smo se zbrali, evo, gasilci, krajani, prijatelji, pa tudi sovaščani, Martin na harmoniki in naš umetnik iz Koprenka med gasilci je Klemen Razinger, je pa naredil eno res lepo delo zate, za spomin ti predajamo to gasilci Bohinjske Bele in pa krajevna skupnost tegale medveda. Iskrene čestitke za naslov svetovne mladinske prvakinje, Kaja. Tale naj te spominja na naše kraje, tudi ko boš daleč od doma na vseh tekmovanjih, medved biatlonec. Kaja Zorč si je zlato medaljo priborila na individualni tekmi mlajših članic na mladinskem svetovnem prvenstvu v Ščučinsku v Kazahstanu. V težkih razmerah je 19-letna biatlonka iz Slamnikov premagala vse svoje tekmice. Pred tekmo pa ni kazalo, da bo dan zmagovalen. V bistvu sem, tako, ko sem se zbudila, nisem se lih najbolj počutila, ker sem bila malo prehlajena in tako sploh nisem do malo pred tekmo zaziher vedela, bom štartala ali ne. Ampak sem se pa s trenerjem odločila, da bom štartala, no, in sem pa kar vesela, da sva se tako odločila. Ampak ja, med samo tekmo po ta zadnjem streljanju nisem pričakovala, da bi lahko kaj takega bilo, ampak sem pa v zadnji krog še pač dala vse od sebe in ja. Ves trud, napori in vztrajnost so bili s to zlato medaljo poplačani. Kaja sicer trenira že skoraj 10 let, začela je že v osnovni šoli v Bohinju. Na začetku sem se za to odločila, zato ker je veliko mojih sošolcev pa sošolk to trenirali, pol so pa ostali odnehali, jaz sem pa ostala. Zakaj pa si ostala? Kaj je bilo tisto? Ne vem, pač šport me je potegnil noter, pa ja. Kaj pa te zdaj čaka še naprej? Ja, zdaj za letos smo s tekmami končali, pa trenirati. Nič počitka? Ja, zdaj april imamo en mesec fraj, tako nič kaj takega hudega treninga, pa spet začnemo na Bohinj. Kakšni so pa cilji za naprej? To bomo pa videli. Domači so tekmo spremljali od doma, Kazahstan je le predaleč in bili na trnih do zadnjega. Mi smo bili ful veseli, no? Ker pač vsa ta leta se je že trudila, zlate še ni bilo, 3 leta nazaj je bila srebrna. Tako da ja, bilo je fino, da se je enkrat vse poklopilo, pa da je tudi zmaga prišla nasprotna. Moram reči, da kar stresno, ko spremljamo. Pač vse tekme, se veste. Od majhnega pač gor delamo s tem. Mi smo bili doma, prenos je bil prek televizije, tako da smo spremljali. Do ta zadnje minute navijali, a bo ali ne, ker konkurenca je res močna, Francozinje so res močne, tudi Nemke, tako da ja, bilo je super. Ja, upali, zmer smo upali, ker ona je skozi zraven, zdaj kva pa je pa samo sreča, ne, kakšni so pogoji. Mama je sicer v dvojni vlogi, poleg starševske je še predsednica kluba v Bohinju, v katerem od začetka trenira hčerka. Začela je v 4. razredu osnovne šole, bolj je začela zaradi tega, ker so vse sošolke šle v ta šport, tako da v bistvu je bilo povezano. Že ko na ta prvi tekmi se je pokazalo, da ima izreden talent, ker je bila na prvi tekmi bila 4. Pred vsemi vrsticnicami, tako da ja. Potem je pa skozi, sam še stopnjeval se je, tudi ta letnik 2003 so izredno močne punce, tako da so tudi že, pač Kaja tudi štartala že svetovni pokal, tako da ja, ima svetlo prihodnost, treba je pa vztrajati, pa velike odrekanja, borbe
vse se pa pri zdravju konča. Ne? Kajo, študentko organizacije, zdaj čaka nekaj zasluženega počitka. Srečno, Kaja!